Lep pozdrav. Dober dan želimo, evo, zopet v oddaji brez recepta. Tako. Danes bomo delali tako bolj božično zadevo, to se pravi, bomo delali pašteto. Tako da vidite, kako se jo naredi, pa ful je fajn za božiča, da imate totarca, pa malo paštete. To se pravi, delali bomo iz piščančjih jeter. Tlele imamo sestavine, to se pravi, rabili bomo maslo, ga bomo naredili v ghee, to se pravi, bomo ga stopili, pa spucali. Tlele imamo začimbe, to se pravi, imamo piment, koriander, muškatni orešček, sol, poper, pa kumno. Je to mus, a se lahko folk malo igra po svojem, koliko To, lej, če ste doma, kupite allspice, pa pač čisti smo marinirite. Sam jaz rad reguliram, zato ker ne maram to koriandra in ga pač rajš manj dam. Zastopam, Ja. zastopam, the best. Tle imamo še pistacijo, sem jo narezal na take manjše koščke. Bomo pa noter dali v pašteto, zato da ni sam jetrna pašteta, da imaš še nekaj malo Superce. za ugrizniti. A ne? Tlele imamo lardo, sol, poper in sem ga dal sušiti v bistvu. Tako da to bova rabila za najine modelčke, da jih bo oblekla. Dobro. Bomo pa počasi začeli. The best, dajmo. Jaz sem hotel vprašati, zdaj nima vsak doma sušilence. A je bolj, da kupijo ali je že tak? A ne? Itak. Pač kupite dober špeh in je to. Ložil, narezan kupite, a ne? Vam bo ful lažje pač zlagati, a ne? Prav, raketa. Sam mi dva, ne, sva fancy. A se bo kdo prijavil? Jaz še nikoli nisem delal paštete, tako da mi tole je raketa danes. Evo, takole. Zdaj už pa ti boš tole spucal. Dobro. To se pravi, tlele imava piščančja jetra. Zraven so še srčki, kakšen želodček se najde. Dobro. Tako da želodčke, srčke, dajte jih v juho, a pa na čebulco prepražati, to narezati, noter, ene dva jajčka not. Marija bo pomaga. Ok, lej, to se pravi, srček sva dala stran. Dobro. Dava jih na razen, da jih vidva, kakšne so. Zdaj pa, če je kakšna takale večja fahcija, ne, Dobro. kar takole stran odreži, ček, da je čim manj teh nitk, a ne? Čim manj nit hočemo, dobro. Ja, ampak, lej, tudi itak bomo vse zmiksali, Ja. tako da ni tak problem, ampak je pa fajn, da je čim manj nitk. Zapravo en takale končke raba, ne, pa takole lahko malo nareževa, da pomagava najnemu mikserju. Dobro. In to je to. To je In to. boš pol tle notel, pa bova pa mi da to marinirala. Odlično. Superce. Ok, to je tvoj del. Jaz bom pa zdaj naredil prečiščeno maslo zraven. Se pravi, prečiščeno maslo je, reče se mu GHEE, če ste ga kdaj videli v štrcun. Ampak to je sam navadno maslo, ki ga termično obdelamo in potem ga ščistimo. In pri tle je važno, da nima teh imperfekcij, zato ker bo ful bolj gladka in lepa masa ratala. Tako da jaz bom dal v mikro, spucal, pa prijem nazaj. Odlično, se vidimo, Tomaž, vmes bom jaz prav ne zajebati vsak, ne narediti napak pri svojem delu. Ja. Maslo se nam topi v mikrovalovni, se pravi, vam bom vsak postopek pokazal. To se pravi, najprej smo ga dali, mečkam smo ga na kocke narezali, dali v mikro, zdaj za minutko, tako da se stopi. Pol bomo pa sam pence po vrhu pobirali, ampak bom sproti pokazal, kako se to dela. Tako gre pa super. Ja? To je to? No, me veseli. Zdaj bomo vzeli tale naš lardo, ki ga imamo, ga bomo narezali na čim tanje, kakor lahko in bomo tole model oblekli. To se pravi, jaz imam takle model, zdaj če tega nimate doma, lahko imate tudi takole kakšno stekleno posodo tako, pa lahko tudi to maso date not. Tako da te modeli so fajn, zato ker pol imaš enake slajse, pa vsi se odlika. Tako da jaz bom sam enega na hitro oblekel, pa se vidimo nazaj. Če sem pa jaz zastopil kontekst, bo Tomaž v tamle zadnji poudaril, če pa kupite itak že narezano, pa sam direkt oblečete, a ne? Tako. V bistvu jaz mislim, za prvič, če delate, Skoraj lažje tako. najboljš kupiti, pa je problem rešiti. Pa tudi če pa je kaj ne štima, se lahko jezite, da mesar ni ta pravega. To še tako. Ker lažje rezati, a ne? Ja, čeprav malo kdaj poj kar vidim, da htim, se že za roko bojim, a veš, kaj po ritmu hočeš. Evo, takole. A vidite te pence, ne? Zdaj bomo zelo previdno te pence odstranili. Zdaj to je
pač še kar je maslo, a ne? Dober je, pač ponovadi mi pol te neperfekcije damo v ponu. Ok, in to bomo zdaj ponovili ene parkrat. Spucamo, segrejemo v mikri, spucamo, segrejemo v mikri, spucamo. In pol bomo dali čez kapo, bomo sam pucali ga do konca in imamo perfekten GH. Evo, takole smo jo oblekli. Lepo. Ne? In na vsaki strani smo pustili, ker polka bomo dali to našo zmes jetrc noter, jo bomo še pokrili po vrhu. Aha, še z vrha, Ja. še z druge strani. Tako. Dobro. To je zdaj drugič. Dobro. Zdajle bom po moje še enkrat bom dal, zato da bo zihar. Dobro. In to, tle je, kot vidite, veliko malo predpriprave, ampak vse se lahko kupi. To se pravi, cheese se lahko kupi, jetra lahko spucana že kupite, allspice lahko kupite, a ne? Tako da mi dva vam sam kaževa, kako je, če ste malo pikolovski, pa hočete tako okus, ki vam paše, a ne? Evo, zdaj, pence smo pobrali, izgleda takole. In zdaj ga damo čez tele kape. To se pravi, kapa je v bistvu, to so te kirurške. In jaz dam dve takole noter in pol sem takole lepo Namen tega je, da ga čist prefiltriraš ali... čist prefiltriraš, da bo samo prečiščeno maslo. In zdaj, če vidite, to je, so nečistoče v maslu, a ne? Ta maslo je še kar dober, a ne? Lahko ga uporabite za vse drugo, a ne? Sam za tle noter pa rabimo tako čisto lepo maslo. Ok, zdaj pa, ti si tole spucal, davam noter malo konjaka. Zdaj, kjer ga, a veš doma zraven TV-ja, ki je ena steklena omara, pa not je neka stvar, ena rjava tekočina, skoraj zih je od fotra nek konjak in pač ga vzemite. The best. Koliko približen? Oziroma, kakšna je mera na količino, tako? Lej, en štamparle, no. Polovico štamparla, tako. Ker nočemo... To je zdaj na tvoj... ne, na... Ja. Aha. Zato, pa tudi na manjšo količino, to je bolj začimba, ni da bi nekaj zelo okusili. Ja. Pol rabimo solit, pol poper isto. Začinimo vedno lahko še dodatno. Ne? Manj pa ne moramo. Ne? Tako da rajš malo manj, pa pol dodajati, kakor na začetku veliko pa pol klinc. Evo. In damo zdaj te naše začimbe vse noter. Super. Ok, torej to zdaj fino premešamo. Pokrijemo s folijo in damo čez noč v hladilnik. Ja. Zdaj, če imate pa vakuum mašino doma, ne? Pa dajte v vakuum, pa bo to marinirano v pol ure. O, res? Ja. Bomba. Ok, maslo, ki je pač prečiščeno, ne sme imeti čez 80 stopinj, ko bomo delali maso za pašteto. Zato, ker pol beljakovine že znajo kaj zategniti in to ni ok. Dobro. Ja. Ok, evo, jetra so marinirana in zdaj grejo v naš mikser. To se pravi, vsak mikser je ok, sam da pač melje. Ne? Damo približno toliko, da pokrije nož. Ok. To se pravi, mi dva imava tle majčkeno več, zato ker bom jaz rabim pašteto še za restauracijo narediti. In se mi zdi super ideja, da eno z drugim. Evo, jetra so zblendana, imajo tako lepo barvo. In zdaj bomo miksamo in zdaj počasi vmešavamo maslo. Dobar. Kaj da bi delali majonezo v bistvu, a ne? Ja. Zdaj ne vem, če je bilo to čisto razvideno, ampak ti smo jo tudi na nizki rotaciji, a ne? Ta zadeva je puter vmešaval. Tako, ja. Ampak fajn je, da je skozi na isti, a ne, da skozi isto. In gledajte, zdaj je zelo take lepe, nežne, rožnate barve, ne? Pa če takole malo sem pa tja
je taka gosta, lepa krema. Ne? Cak. Pa tle imamo maso. To se pravi. Tako da damo eno majhno plast naše mase noter. Ja. Zdaj to je, pač, če želite, jaz dam malo pistacije not, zato da je majčkeno drugače. In pač damo takole malo vmes, damo malo pistacije. A še kaj drugega lahko dajo tako noter vmes? Lahko date orehe, lahko date lešnike, fajn je nek nati stvar. Lahko date tudi sadje, sem če ima preveč tekočine, vam zna pol odstopati, pa tako, a ne. Tako imamo barvo kot strawberry smoothie z McDonald'sa. Dejansko. Samo okus ni isti. Hvala Bogu. Zdaj pa vzamemo nožek, gremo pod našim lardom in ga obrnemo gor. Ja, že zdaj dobro zgleda. Ful dobro izgleda. A ne da? Evo. Bomba. Cak. In tole je zdaj naša tale. Ful dobro. Zdaj bomo pa tlele. Kupite par kilometrov. To Merkur ali pa Obi. Prvo bomo dali stretch folijo, zato ker bomo dali mi vse tole v vodno kopel. Lahko date samo alu, ampak jaz dam v stretch folijo, ker se ne prime, a ne? Ker, a veste, če ste dali kračo peč, pa ste sam z alufolijo pokrili, pa ko ste alufolijo dol dali, je kar alufolija kar na meso zarostala, a ne? Ista zgodba tukaj, to se pa ne prime. Tako. Takole. In jo lepo in previdno zavijamo. Lepš, ko jo te zavili, manj problemov te pol imela, ne? Tako da priporočam, da se kar malo čas vzamete, pa da je to orang zavit. Takole, to smo zdaj naredili, zdaj bomo pa še alufolijo zavili. Pa hočemo, da se v bistvu v lastnem soku speče, zato da ima čim več okusa. Evo, takole. To se pravi isto, spet zavijamo. Evo. In to je zdaj naš paketek. Super. Takole. Ok, tole našo paketek bomo dali tlele noter. Dobro. In zdaj bomo to zalili nekako na polovici naše paštetke. Še malo. Jo. Mičkaj še. Pečico smo dali pa na 90 stopinj, pečenje. Tale naš paketek bo noter 40 minut. Dobro. Zdaj doma, če boste delali v bowlah ali pa kaj tasga, vedno jo lahko odprete, malo podžiglate. Ni konc sveta, če ni, a ne? Ja. Še enkrat jo zavit, nazaj noter. Ja, sploh ni nobene komplikacije. Ja, takole. Evo, takole bo vaša paštetka izgledala. To je v bistvu taka zelo lepa pašteta. Enostavno za narediti. Sam ja, mora se pa lepo počasi ohladiti. Mi da se danes mička pohitela. Ampak drugače doma si pa vzamete čas, dajte jo čez noč v hladilnik in bo perfektna. Tako da, evo, probi. Bomba, z največjim veseljem. Probi našo paštetko. Dajmo. Da sem to kar nadebil, da veš. Edim prav. Je v redu? A ne? Ja, in takole za božične dni je tole super izbira. Bomba, kot kot rekel, pistacija tako lepo pride noter. Ja, da malo krančik. Ja. To je to. Hvala lepa. Hvala. In se vidimo naslednjič. Čau. Se vidimo naslednjič, živijo.